Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober dan, otroci. Danes pobliže spoznamo čebele. Bzz, 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 bzz. No, pa poglejmo, kako se rodijo čebele. Matica je mama vseh čebel v čebelji družini. Njena naloga je leči jajčeca in to počne vse življenje. Obkrožajo jo mlade čebele, ki skrbijo zanjo in jo hranijo. Ona pa povezuje čebele v družino. Matica izleže jajčece v celico v satju. Iz njega se razvije ličinka. Zanjo skrbijo mlade čebele. Ko ličinka zraste, se zabubi in čebele naredijo celici pokrovček iz voska. Iz bube se začne razvijati čebela in čez čas mlada čebelica pregloda pokrovček celice. Rojstvo matice. Ko morajo čebele vzrediti novo matico, izberejo nekaj ličink v posebnih celicah, matičnikih. Obilno jih hranijo s posebno hrano, matičnim mlečkom. Nato začno čebele pokrivati matičnik s pokrovcem iz voska. Prva matica, ki pregloda pokrovček, postane nova bodoča matica. Večja je od drugih čebel, znebi se vseh drugih matic, da ostane edina matica v panju. Nova matica. Ob lepem vremenu izleti matica na svadbeni polet, navadno 6. dan po rojstvu. Sledijo ji čebele moškega spola, ki jim pravimo troti. Ti matico oplodijo med letom, ko v njen trebuh odložijo semenčice, da bo pozneje lahko legla oplojena jajčeca. Troti po parjenju umrejo, matica pa se vrne v panj. Troti, ki so ostali v panju, niso več potrebni, zato jih čebele ob koncu sezone, to je avgusta, izženejo iz panja. Kakšna je čebela? Čebela ima na vsaki strani glave veliko oko, na temenu pa še 3 pikčasta očesa, tako vidi na vse strani. Na glavi ima par tipalnic, s katerima tipa, voha in okuša. Ima 2 para prosojnih kril, s katerimi zelo hitro utripa. Leti lahko v vse smeri in tudi lebdi v zraku. S čeljustmi čebela nabira cvetni prah, reže, oblikuje satje, neguje ličinke in še marsikaj. Ima 3 pare nog. V koških, na zadnjem paru nog, čebela nosi cvetni prah, s cvetja v panj. Z rilčkom sesa tekočine in izmenjuje hrano. Na zadku ima želo, s katerim se brani. Vsaka čebela ima svoje naloge. Ko se čebelica izleže, se najprej očedi in nahrani, nato začne čistiti celice. Pridruži se torej čebelam čistilkam. Nato čebele postanejo krmilke in začnejo skrbeti za ličinke. Krmijo jih z medom in s cvetnim prahom ter jih negujejo. Skrbijo tudi za njihovo zdravje. Krmilke skrbijo tudi za matico. Hranijo jo z matičnim mlečkom, jo ližejo z jezičkom in otipavajo s tipalnicami ter se tako navzamejo njenega vonja. Čebele, ki izločajo vosek, sodelujejo pri gradnji celic. To so gradilke. Ko je vroče, prhutajo s krili, da prezračijo panj. Preden začnejo čebele letati na pašo, sodelujejo pri sprejemanju nektarja in cvetnega prahu, ki ga prinašajo v panj pašne čebele. Pašne čebele odložijo cvetni prah v celice tako, da si kepico zdrgnejo z nog. Panjske čebele ga pozneje prekrijejo s tanko plastjo medu. Zadnja naloga čebel v panju je stražarska služba. Stražijo pred vhodom v panj in pazijo, da vstopajo samo domače čebele. Preženejo čebele iz tujega panja, pa tudi druge vsiljivce. Ne ustrašijo se niti ptice. Ko branijo svoj panj, neustrašno pikajo. Pašne čebele. Končno je prišel težko pričakovani dan. Čebele smejo zapustiti panj. Postale so pašne čebele in letajo od cveta do cveta. Z rilčkom sesajo sladko tekočino iz cvetov, rečemo ji nektar. Z nožicami pa nabirajo cvetni prah,
pelod. Čebele lahko nabirajo hrano zelo daleč od panja. Vedno se znajo vrniti, pri čemer se ravnajo po soncu. Ko se utrujene vrnejo v panj, odložijo nabrano hrano, nektar in pelod in se vrnejo na pašo. Ko čebela odkrije bogato pašo, se vrne v panj in s plesom sporoči drugim čebelam, kje je to rodovitno polje. Ko se ples konča, druge čebele odletijo na pašo in začne se neutrudno nabiranje. Pašne čebele so požrtvovalne delavke, delajo brez prestanka. Noč preživijo v panju. Poleti, ko je zelo vroče, v panj prinašajo tudi vodo, da ga ohladijo. Te marljive delavke umrejo zaradi izčrpanosti. Matica in čebele. Čebele iz ene družine se prepoznavajo po vonju, ki ga oddaja matica. Krmilke, ki skrbijo za matico, ga s tipalnicami prenašajo na druge čebele. Zato vsako vsiljivko takoj prepoznajo po vonju. Celotno življenje v panju je odvisno od matice. Ko začne izlegati manj jajčec, čebele izberejo novo matico. Stara matica s približno polovico čebel izleti iz panja. Stara matica skupaj s čebelami, ki so ji sledile, poišče nov dom. Navadno posedejo na bližnje drevo. Počasi se oblikuje nekakšen grozd čebel, ki mu rečemo roj. Če čebelar naleti na tak roj, ga ogrebe v zaboj in nato strese v nov panj. Nova matica se v panju izleže po rojenju. Čebelar bo iz novega panja lahko pobiral med, a nekaj ga bo moral pustiti čebelam, ker brez medu ne morejo živeti. Za konec pa še nekaj vprašanj o čebelah. Kako imenujemo čebele, ki skrbijo za matico? Krmilke, odlično! Kako pa imenujemo čebele, ki nabirajo med? Pašne čebele, zelo dobro. Kako imenujemo moške člane čebelje družine? Troti so. Dobro, gremo naprej. Je matica enako velika kot druge čebele? Nikaj ne, večja je od vseh ostalih čebel. Krasno. Kaj pa je najljubša hrana čebel? Med imajo najraje. Pa smo naše druženje s čebelami pripeljali čisto do konca. Od mene le še objem, poljubček in bzz, bzz.